Lansiranje nove kolekcije so pri IKEA pospremili s pobudo čiščenja plaže v Strunjanu. Tudi na druge načine simbolno opozarjajo na pomembnost varovanja okolja v želji, da bi čim več ljudi navdihnili za boj proti onesnaževanju s plastiko. Kolekcija naslavlja potrebe zdravega, trajnostnega in mobilnega vsakdana, ki je oblikovana za ljudi, ki jim je blizu miselnost dejavnega življenjskega sloga. Udeležence čistilne akcije je nagovoril Georgij Bangijev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Strunjanski park skupaj s podporo lokalnih skupnosti vlaga ogromno svojih moči v ohranjanje narave sredi turistično zelo aktivnega območja, sočasno pa skrbi, da drugi deležniki, kot so turizem, kmetijstvo, ribištvo, ne pozabijo, da trajnostni razvoj ni le smotrno izkoriščenje naravnih virov in bogastv, ampak v prvi vrsti naša naloga, da najdemo pot, ki jih želimo dolgoročno prehoditi skupaj na temelju spoštovanja in varstva narave. Krajinski park Strunjan se ohranja kot edinstveno morsko zavarovano območje. Osnovni namen ustanovitve parka je zavarovanje naravnih vrednot ter ohranitev biotskih raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Upravljalec, javni zavod Krajinski park Strunjan skupaj s prebivalci oziroma lokalno skupnost in drugimi deležniki na območju parka izvaja aktivnosti usmerjanja predvsem tistih dejavnosti v parku, ki podpirajo ohranjanje in izboljšanje stanja narave ter za park značilne mozaične krajine. Prizadevanje za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko je poziv k ukrepanju, da se združimo v reševanje enega od velikih okoljskih izzivov našega časa. Vabi k razmisleku, kako spremeniti svoje vsakdanje navade, da bi zmanjšali težko breme onesnaževanja s plastiko za okolje, prostoživeče živalske in rastlinske vrste in svoje lastno zdravje. Plastika ima sicer veliko koristnih načinov uporabe, a se je skoraj polovica uporabi za izdelke za enkratno uporabo. V svetovnem merilu skoraj tretjina zavržene odpadne plastične embalaže ne vstopi v sistem zbiranja odpadkov, kar pomeni, da konča v okolju. Morski odpadki so velik izziv za našo kratko obalo. Kaj vse se najde ob slovenski obali in kako se trudite osveščati ljudi? Večinoma plastika, najde se predvsem plastične odpadke, največ od cigaretnih ogorkov, ki so narejeni tudi iz plastike. Potem so razni koščki plastike, palčke za čiščenje ušes, mrežice za gojenje školjk, vrečke, palčke za lizike, embalaža za hrano, sladkarije in tako naprej. Mnogo jih je. Čista obala je pa akcija, ki se trudi ozaveščati posameznike o tem problemu. Vsako leto pa organiziramo tudi prostovoljno akcijo čiščenja slovenske obale, ki je del Mednarodnega dneva čiščenja obal in poteka 3. soboto septembra. Na tej akciji tudi odpadke preštejemo, tako kot so prostovoljci to danes počeli, in s tem ugotovimo tudi izvor odpadkov, od kje prihajajo. In se dajo uporabiti tudi še za marsikaj drugega, smo danes videli. Ja, odlično, seveda. Tudi mi smo že pričeli z zbiranjem teh odpadkov, saj jih želimo ponovno uporabiti ali v ozaveščevalne namene. Potem sodelujemo tudi z proizvajalci raznoraznih proizvodov v Sloveniji. Tako da dejansko se da te odpadke seveda tudi uporabiti, vendar je potrebno seveda previdno pri tem. Kakšen je vaš nasvet, kaj polagate na srce številnim turistom? Ne smetite. Poberite za sabo, poberite še kaj drugega, kar vidite, predvsem pa čim manj porabljati plastiko ali pa če jo že za večkratno uporabo. V procesu oblikovanja izdelkov je bil upoštevan razmislek glede uporabnosti, uporabe recikliranih materialov in promocije bolj odgovornega življenjskega sloga. Organizirali so čiščenje strunjanske plaže, da bi s tem pripomogli k ozaveščanju glede zmanjševanja količine plastičnih odpadkov v okolju in prispevali k izboljšanju obalnega ekosistema.